Na minuto natančno izračunaj notranje kote v pravokotnem trikotniku. Si skiciramo pravokotni trikotnik, kjer pišete, da sta kateti A in B, je torej nasproti ene katete oglišče A, nasproti druge B, takole. Tukaj je kateta B, tukaj kateta A. In pravi, da moramo izračunati notranje kote. Zdaj najprej si kar označimo recimo kot alfa in rečemo, glede na kot alfa je A nasprotna kateta, tale B je pa priležna kateta. In stavek N, ki povezuje N in P, nad posteljo je teta, torej teta je na postelji, torej tangens alfa je N deljeno s P. In zdaj to izračunamo. Alfa tangens alfa je, N je v našem primeru A, to je 4, P je pa 6, to je 2/3. In zdaj damo alfa je arcus tangens od 2/3. Vzamemo kalkulator in odtipkamo Shift ali pa second function ali pa inverzno in tangens in 2/3 in dobimo, da je kot alfa 33 stopinj. Zdaj lahko kar uporabimo tipko na kalkulatorju, da pretvorimo, če pa ne najdemo, pa odštejemo 33, se pravi cele stopinje, ostanek pa pomnožimo 60, ker je ena stopinja 60 minut in dobimo 33 stopinj in 41 minut. Zdaj, koliko je pa to kot beta? Mi vemo, da sta alfa plus beta plus ta gama, ki je 90 stopinj, da vsi koti skupaj merijo 180 stopinj. To pomeni, da potem merita alfa in beta skupaj 90, ker je 90 plus 90 180. In poglejmo, koliko bi potem mogel biti alfa, se pravi, mi imamo zdaj 33 stopinj pa 41 minut, plus beta je 90 stopinj, to pa pomeni, da je beta 90 stopinj minus 33 stopinj in 41 minut. 90 stopinj, eno stopinjo spremenimo v minute, to je 60 minut, pa ostane 89 stopinj, 41 minut in to je potem 19 minut, 89 minus 33 je pa 56 stopinj. Tako, to je pa naš kot beta, gama pa vemo, da je 90 stopinj. Potem je tukaj izračuna x, zdaj glede na ta kot, ta stranica je hipotenuza, tale se pa prilega kotu, zato je priležna kateta. P in H, kater stavek sta P in H? Klet je pod hišo, torej kosinus alfa je pod hišo. S tem, da zdaj namesto alfa napišemo 80 stopinj. In namesto P lahko napišemo x in namesto H 12. Zdaj imamo torej kosinus 80, to bo ena vrednost, z decimalkami je x ravno z 12, zdaj moramo pa iz tega ven x izraziti. Lahko si pomagamo z enim računom, recimo, če bi rekli 6 je 12 deljeno z 2, 12 ravno z 2, iščemo 12 in vidimo, da je 12 6 krat 2. Torej je pri nas x enako kosinus 80 krat 12 je 2,08. Zdaj, nič ne piše na koliko mest, ponavadi pol 2 decimalki naredimo. In to je to. Potem tukajle. Za ostri kot velja, da je sinus x 3/5. Da je ostri, to pomeni, da je tukaj, v prvem kvadrantu. In v prvem kvadrantu vemo, da sta kosinus in sinus pozitivna.
Zdaj, takoj, ko vidimo sinus, vemo, že skoraj sigurno bomo mogli izračunati tudi kosinus x. In sicer s pomočjo formule sinus na kvadrat x plus kosinus kvadrat x je enako 1. Iz tega ven dobimo, da je kosinus kvadrat x 1 minus sinus na kvadrat x. Torej je kosinus kvadrat x 1 minus sinus na kvadrat je pa 9,25. To je potem 25 minus 9,25 in je to skupaj 16,25. Kosinus x je pa koren iz tega. Torej je to 4/5. Zdaj gremo pa tukaj, uporabimo adicijski izrek za vsakega posebej, za prvi del in potem še posebej za drugi del. Prvič imamo kosinus vsote, drugič sinus vsote, drugič kosinus razlike. Gremo prvi del izračunati, to je kako že? Sinus prvega krat kosinus drugega plus kosinus prvega krat sinus drugega. To je zdaj prvi del enačbe, ta oranžen. Zapišemo še drugi del. Kosinus moramo pa dati najprej oba kosinusa, kosinus pi polovic krat kosinus x, nasprotni znak, torej plus sinus pi polovic krat sinus x. To je bilo pa zdaj na mesto zelenega dela. Zdaj to poračunamo. Sinus pi, to je 180 stopinj, vidimo, da sinus ni nič gor, nič dol, torej je nič, ker je v bistvu isto kot sinus nič. Kosinus x je 4/5. Plus kosinus pi je pa 1 krat sinus x je bil pa zapisan, da je 3/5. Plus kosinus od pi polovic, to je 90 stopinj, nič levo, nič desno, je torej nič, krat kosinus x, zdaj kosinus x vemo, da je 4/5, plus sinus pi polovic je, sinus 90 je 1, krat sinus x je pa 3/5. Zdaj ta pa ta sta nič, ostane pa 3/5 plus 3/5 in je odgovor 6/5 ali 1,1/5. V tretji nalogi, kaj je že sinus 2x? Lahko izpeljemo po sinus x plus x ali pa uporabimo kar funkcijo dvojnega kota 2 krat sinus x krat kosinus x, ulomljeno s kosinus x, plus kosinus 2x je pa kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x, pa še minus kosinus kvadrat x, se kosinus kvadrat x odštejeta, ta dva kosinusa se pokrajšata in ostane 2 sinus x minus sinus na kvadrat x. Tukaj lahko še sinus x izpostavimo, ostane 2 minus sinus x. In to je to. Nariši kot, za katerega velja, da je tangens alfa 5/4. Mi vemo, da je tangens teta na postelji, torej je to 5/4. Torej narišemo pravokotni trikotnik. Če je naš kot alfa tukaj, je njemu nasprotna kateta tukaj meri 5. To je skica, zato ni čisto v merilu, ta je pa priležna, je pa 4. Narišemo torej pravokotni trikotnik, ker je ena kateta dolga 4 enote, druga pa 5 in potem kot alfa je tukaj. Zapiši s kotnimi funkcijami ostrih kotov. Sinus 200, najprej ugotovimo, kjerem kvadrantu je, to je v tretjem. In kakšen je predznak tukaj? Za sinus, kdo je sir? Prav posebna majhna miška. To pomeni, da je sinus tukaj v tretjem kvadrantu minus. Koliko manjka do 180? 20 stopinj in je to kar sinus 20 stopinj.
potem 3000 stopinj, moramo najprej odšteti periode. Zdaj se spomnimo, da je 360 krat 5 1800, lahko za začetek odštejemo 1800 in je to kar kosinus od 3000 minus 1800 je 1200. Potem še odštejemo, lahko 3 krat 360, to je 1080. Odštejemo in dobimo, da je to kosinus od 120 stopinj. 120 stopinj je v drugem kvadrantu. Kakšen je predznak? Aha, kavč. Kdo je na kavču? Kaj se dogaja na kavču? Prav majhna muca prede. Tudi minus, se pravi kosinus je tukaj negativen, koliko manjka do 180, kosinus 60. Zdaj tukaj vemo celo vrednost iz tabelice. Kosinus 60 je 1 polovica in skupaj minus 1 polovica. Še tangens 500, tudi tukaj odštejemo najprej periodo, 360 in je to tangens 140 stopinj. 140 stopinj je tukaj, do sem je 40 stopinj in tangens 140 stopinj, kakšna je predznak? Zdaj glede na to, da je tukaj sinus pozitiven, kosinus negativen, to je pa sinus deljeno s kosinus je negativen, iz tega dobimo ven, da je to minus tangens 40 stopinj. Pogledamo naslednjo nalogo. Zelo podobno, samo da bo še račun. Kosinus 390, se pravi najprej perioda v stran, to je isto kot kosinus 30 stopinj, 390 minus 360. Zdaj, lahko tudi kar zrišemo že, takole, da bo še hitrej. Se pravi, namesto 390 isto kot 30, druge ni periode več in zdaj gremo samo pred znake. 30 stopinj je tukaj, kosinus je pozitiven, sam napišem. Kosinus od 30 stopinj. Plus 135 stopinj je tukaj v tem kvadrantu, sinus je tukaj pozitiven, do sem manjka 45 stopinj, 180 minus 135 in je to skupaj sinus 45 stopinj. 300 stopinj je v četrtem kvadrantu, tukaj je sinus negativen. Sir, kdo je sir? Prav prijetna majhna miška, sinus je negativen, zato bomo tukaj napisali na koncu minus. Kater kot? Koliko manjka do gor, če je tukaj 300, pa tukaj 360, manjka 60 stopinj. Polomljeno, zdaj 3 pi polovic, koliko je že to? Ja, to je 3 krat pi polovic. Pi polovic pa vemo, da je 90, se pravi 3 krat 90, to je 270 stopinj. Aha, si lahko napišem takole, 270. 3 pi, lahko 360 stopinj odštejem, to je 2 pi in mi ostane samo sinus pi, pi četrtin ostane. In gremo kosinus 270, zopet, kje je 270 stopinj? To je ravno tukaj. In koliko je kosinus? Nič levo, nič desno, se pravi kosinus je nič. Sinus od pi je tudi nič. Ostane pa sinus od pi četrtin. Pi četrtin pa vemo, da je 45 stopinj. In sinus 45 je koren iz 2 polovici. Zdaj še ustavimo. Kosinus 30 je koren iz 3 polovice. Sinus 45 je koren iz 2 polovice. In sinus 60 je tudi koren iz 3 polovice. In ta dva se izničita. Delimo z minus koren iz 2 polovic in to je skupaj minus 1, ker je pač čist isto. Lahko tudi kot dvojni ulomek napišemo koren iz 2 polovic deljeno, koren iz 2 polovic pa se bo okrajšalo. Zapiši vsaj 5 ničel funkcije sinus x. Ja, funkcija sinus kdaj je nič? Pri 0 stopinj, pa pri 360, pa pri 180 tudi vmes, se pravi, kje? Ja, ničle so pri nič plus k krat pi. Lahko napišemo tudi samo, da so ničle pri k pi, pri čemer je k, moramo poudariti, da je to celo število. Ne more biti karkoli, ampak celo. Še za konec 3 lastnosti funkcije kosinus. Pogledali bomo, kje je definirano. Definicijsko že vemo za kosinus.
Se spomnimo njenega grafa, je takole, a ne. Kosinus, definicijsko so vsa realna števila. Kje so ničle? To je zelo pomembno. Ničle so ne pri nič, ampak kdaj je kosinus nič? Kosinus je nič pri 90 stopinj, zato pi polovic plus k krat pi, pri čemer je k celo število. Kaj še vemo? Da je omejena, in sicer s čim? Z 1 pa z -1, ne. Omejena. Ali je soda liha? Kosinus je soda funkcija, zato ker je kosinus od x isto kot kosinus od -x.